Še kakšno vprašanje? Ja, jaz bi te malo vprašala o budistični kozmologiji, ustne žitje začelo okolje. Je pa, mislim, ne vem, se mi zdi, da Buda je kar dosti govoril o tem, no, o ponovnem rojstvu in teh zadevah. Mi pa nekako se izogibamo temu, mogoče res, ker na eni točki na začetku res ni pomembno, da se s tem ukvarjamo. A je to razlog, da ti mogoče mislim, da se včasih malo izogneš tem temam na tak način, v smislu reinkarnacije, pa različnih nivojev bivanja, pa se raje posvetimo temu psihološkemu kontekstu tukaj in zdaj, kjer smo mi, v kakšnih situacijah vse se lahko znajdemo. Lahko govorimo o peklu, tudi čisto psihološkem peklu. In tudi ne vem, je to ta razlog? Ne, imaš čisto prav. Buda je zelo veliko govoril o tem in na Zahodu se zelo premalo govori o tem. Buda pa je rekel, da enih pravilnih pogledov je, da so spontano rojena bitja, to pomeni deve. Če domisli, da niso spontano rojena bitja, deve, je to napačen pogled. In to težko je potem tudi razumeti, kako lahko pride do razumevanja zavesti, če ni zaupanja v to učenje v ponovnem rojstvu. Tako da ima zelo pomembno vlogo. Jaz osebno pogosto govorim o tem, mogoče bo v privatnem krogu. Zdaj, ponovna rojstva so pomembna tudi zaupanje v to učenje, tudi zato, da, kako hočem reči, nam bolj pojasni našo vlogo kot človek. In jaz sem gledal mislim, da dobesedno na stotine zgodb od teh, ki so imeli near-death experience, torej izkušnje smrti, kako se otroci, ko so manj kot 6 let stari, se spomnijo svojih prejšnjih življenj, telepatske sposobnosti, spominjanja prejšnjih življenj, so s hipnozo ali z meditacijo. So menihi, ki se spomnijo svojih prejšnjih življenj. Torej, teh zgodb tega imamo mi ogromno veliko. In je zanimivo poslušati te pripovedi in je zanimivo tudi poslušati, kaj imajo veliko skupnega. In potem to tudi uporabljati v študiju sud. In je zanimivo, da se potem res vidi, da človeški svet je res svet šole. Torej smo mi vrženi v ta svet, ne zato, ker bi bil neki nižji svet ali višji svet, to ni pomembno. Ampak je svet, kjer mi lahko delamo, kjer se lahko mi naučimo, izoblikujemo, razumemo. Zdaj, Buda se je pojavil v človeškem svetu, ne v svetu bogov. Tukaj je svet, ki smo mi vrženi v te užitke in bolečino. In iz užitka in iz bolečine se mi lahko veliko naučimo. In tu vemo, marsikaj mi ne bi vedeli v sebi, ne v drugih, če ne bi začutili tisto globoko bolečino. Ko je nam kaj odvzeto, ko kaj umre, in ko nas kaj prizadene. In ko začnemo res tako čutiti, začnemo tudi čutiti drugega človeka, smo lahko bolj sočutni. Če mi ne čutimo, če nismo mi skozi še z bolečino, ne bomo nikoli razumeli drugega človeka. Tudi jaz zdaj vidim marsikaj. In tudi tisti, ki doživljajo druga božanstva, tudi druga božanstva, na primer, tisti, ki imajo near-death experience, ko so poslani nazaj na zemljo, na človeško telo, dobijo vedno isto sporočilo. Povejte drugim ljudem, naj bojo dobri.
In tisti, ki tudi zato, ker tudi, ko imajo ta near death experience, oni vidijo, kaj so naredili v svojem življenju. Vse pride nazaj. Vse slabe in dobre dejanja. In vse, kakšne posledice so pustili na druge. Kar je bilo zanimivo, meni je bilo tudi poslušati, ker se ne spomnimo vse stvari, ki smo jih naredili, dobre ali slabe, predvsem slabih se nočemo spomniti, ampak se tu spomnimo tudi dobre stvari, tudi te stvari, ki smo mislili, da niso imeli kakšen učinek na druge, ampak skozi to božansko perspektivo bomo tudi videli, kakšen vtis smo mi pustili na druge. Naprimer, smo komu pomagali na cesti, pa smo čisto pozabili na to. Ampak tam bomo takrat čisto dojeli, da smo pustili zelo velik učinek na nekoga, in smo dobro počutili. A pa slabe. Torej, to je v skladu s sutami, zato ker deve, božanstva, ne morejo ravno delati novih zaslug. Oni ne morejo delati nekih, oni lahko bolj živijo v sadovih svojih dejanj. Torej, kaj so delali v človeškem svetu, bo poplačano potem. Torej, koliko dobre dela so delali kot človek, koliko zaslug so se nabirali, bo potem določalo, koliko v višjem svetu bojo bili urejene in koliko dolgo bo ta svet trajal. In potem bo baterija se začela manjšati, enkrat, ko bojo tam gor. V glavnem je, kje se pa polni ta baterija, je pa v človeškem svetu. Tako da izgleda, da to smo se gledali včeraj smo se pogovarjali med menihi, da izgleda, da ni sud, da bi realno govorili o prehodu iz enega nebeškega stanja v drugo. Je vedno kako iz nebeškega stanja mogoče v človeško, se nabira zasluge, pa če se nabral do zaslug za nebeško stanje, gre pa spet nazaj gor. Pa tek. Tiste, ki se pa ponovno rodijo kot ljudje, je pa zanimivo, se ponovadi pa zgodi, če je človek še zmeraj precej navezan na telo, na to človeško telo. Zato, če vidimo tisti, ki se spomnijo svojih prejšnjih življenj, primerno otroci, vedno govorijo o človeškem svetu, prejšnjem človeškem svetu, in vedno se je končalo tragično, na hiter. Niso bili ravno stari. Če to pomeni, bila neka nesreča, naprimer prometna nesreča, je življenje na hiter odvzeto. In je še zmeraj predvsem nagnjen, še zmeraj ni ravno videl gnusnost, ni ravno čisto doživel bolezen in staranje tega telesa. Je še zmeraj predvsem v telesu. In zaradi tega je veliko verjetneje, da se bo rodil kot človek. Tisti, pa ko so šli skozi staranje bolezen, ko so začeli čutiti tudi neko gnusnost ali pa odpor do telesa, potem se tudi lažje opustijo telo in te bojo verjetno šli v neko, če so delali dosti dobre dejanja, hkrati tudi pa zaslug, v nebeško stanje potem. Zato tega potem tudi razloži, zakaj se ljudje spomnijo prejšnjih življenj človeških, ne pa tako nebeških. Ja. Po mojem se spomni pa glih nekaj nečloveškega, se misli. Ona se pa spomni šviganja, pa tako na zvezdi pravi, da je bila in da je in take. Kdo je to govoril? Moja hčerka. Ja, no možno, tisti, ki so počest, pa pozabijo to, Ki je tudi eno zanimivo, veliko zgodb takih, najbolj zanimivo, ki je en menih zapisal celo knjigo o tem, je en šrilankarski fant, iz Šrilanke, začel recitirati Parita. Parita je kar dolg chanting, ampak ni bil še 6 let star, in je recitiral, kje se je to naučil, vsak misli, mogoče se ga pa starši presilijo, pa se nekako naučil ta recitacijo. Ampak vse te recitacije, ker nobena ni čisto perfektna, so kakšne napake. In so ugotovili, da tega zapiska s takim naglasom, s takim tonom, s tistimi določenimi napakami,
ne obstaja. In je možno, da bi prišel do tega materiala. In so videli, iz katerega stoletja je to besedilo in ta naglas. Torej, nemogoče se bi ta otrok sploh naučil pariti, to je ena stvar. Druga stvar, in sam brez starši sploh nisem vedel, da na začetku je bila to parita. In še to, da kakšne napake in kakšen ton je bil. In potem ta menih je tako raziskoval, en jezikoslovec, menih, Analojo, ki je zelo, ki ima tudi doktorat, je tu dal zelo velik študij naredil in naredil celo spisek analize, celo knjigo v detajlih, in je nemogoče, da bi ta otrok lahko se naučil te stvari. In še eni drugi otroci, ki so šli samostane, pa so začeli kar nekaj meditirati, pa v prejšnjem življenju so se spomnili, so bili minihi tam, tako da, ampak so pustili kakšno materno znamenje, to tudi pokaže. Tako da, Buda je tudi učil, kako iti v nebeško stanje, če bo to vprašanje za njega sestavljeno, je vse to razložil, da obstaja in kako pride to stanje. Ampak vse to stanje, veš, se bo spet, gremo v to nebeško stanje, baterija bo se spraznila, potem bo spet popravljati, spet delati nove zasluge in spet nazaj na nebeško stanje, če delamo dobre dela. Če ne, če smo že tako slabi, smo pozabili delati dobre dela, lahko gre potem še slabše, začnemo iti ravno v nasprotju zdamo, v nasprotju, ali pa dal isti bi rekel, proti dao, izven zakona narave. Torej, kaj izven zakona narave? Škodovanje drugih, torej prelom teh 5 vodil, kraja, ubijanje, laganje, pa druge slabe stvari. Tako da vidite, to je tudi zanimiva perspektiva zame, predvsem, ko v nebeškem svetu je vse transparentno, odprto, ni nič občutka privatnosti. Se pokažeš nag, umsko nag. Torej, sam si vidiš stvari, ki si jih delal, začutiš občutke drugih, kakšno ti se pusti na druge. To tudi se čuti in se vidi. In to je tako, in v resnici je tako. Tudi v človeškem svetu smo telepatsko tudi mi povezani, je odprt, je jasen, samo zato, ker smo mi zatopljeni v neke čudne stvari, čudne objekte, je samo malo oblak nad nami, ampak nad oblaki je vedno nebo. In mi, ko imamo to telo, mi mislimo, da zaradi tega telesa je nek zid med mano in drugih in da noben ne more videti mene znotraj tega telesa. Moja privatnost. In to je ta iluzija privatnosti, da zato, ker imamo pač telo, da smo lahko skriti v tem mesu. In to zaenkrat tako izgleda, v resnici pa ni tako. In bo čas pokazal, ko bomo izgubili to telo, to trdnjavo, če že moramo tako reči, trdnjava, ki se kruši in umira, se bo tudi pokazale posledice, seveda. Čutili. Posledice pa niso tako, da bi zdaj, Bog nas kaznoval, ali bi sveti Peter imel neko knjigo, pa da vse vidi, kaj je bilo. Ne. Transparentno do samega sebe, transparentno do vseh. Je čist odprto vsem. In kak bomo imeli mi občutek, je res na nas. Tako da dobre dela, dobre dejanja, ne samo dobre dejanja, ampak tudi, očitno tudi mentalno dobre dejanja. Da mi razvijamo tale prijaznost, sočutje, ljubezen, dobre misli, pozitivne misli. Tako da in ko potem začnemo razvijati pozitivne dobre misli, potem je nemogoče, da bomo začeli kakšen slabi govor uporabljati, kakšna dejanja. Ker smo že na tem nivoju, se mi očiščujemo. Je pa dobra tema, ja. Ja, super. Meni se zdi še fajn ta del mogoče, ker
in ko sem malo brala o tem dependent origination pa o teh različnih nivojih bivanja, da kar je pa skupno vsem znotraj kroga samsare, je pa to, ne glede na to, ali so to bogovi ali so to demoni, je pa, so pa te tri karakteristike, nevednost, pa poželenje in jeza, te tri, ampak da so na različnih nivojih različne, recimo ena kvaliteta pride bolj do izraza. V človeškem svetu je verjetno še prvi en tak balans vseh treh. Mogoče je pa v nekih angelskih svetovih ali pa svetovih dev, no pa v bogovih, je pa manj te jeze, želje po škodovanju, pa manj nekega telesnega, takega fizičnega poželjenja, je pa vseeno pa obstaja nevednost, vseeno je pa ta identifikacija, se pravi ni, zdaj pri nas dosti se sliši o tem, ja, kako se, ne vem, da ti angeli pomagajo, pa tako je vprašanje, spet ni za zaupati vedno, ker to so nevedna bitja, to še vedno so v samsari. Ja, tudi čeprav je ena zgodba, ki je zanimiva. Saka je zelo bog bogov, ne. Tak zelo, jaz imam rad to bitje Saka, ne, ker je zelo sočuten, dober, pošten, pravičen, dober vodja bogov, ne. In kako je prišel do tega stanja, res zato, ker je bil zelo dober do svojih staršev, radodaren in res dober. Tako da jaz, ko razmišljam o kvalitetah Sake, je zelo nekaj prijetnega v tem bitju, ne. In on je še enkrat Budo in je vprašal Budo o učenju. In je rekel, da je on obiskal že mnogo vrstih drugih puščavnikov, teh samotarjev, pa noben mu ni znal malo pomagati, ne. In je Buda rekel, ja, kaj so te pa učili? Je rekel, da videl sem v njih tistih jamah ali pa v samotnih puščavah, kako so meditirali in tako naprej, in rekel, Saka, ne, in so šel do njih, ne da bi si jaz kaj naučil od njih. Ampak vsi so bili čist presenečeni na to prisotnostjo, na ta Bog prišel do njih. In so rekli, namesto da se bi jaz kaj od njih naučil, so oni začeli mene spraševati, kaj sem, kako sem do tega stanja prišel, in naj jaz učim Namo, a ne. Tako da je bil vedno razočaran, da se ni ravno naučil nič od teh puščavnikih, a ne, ampak je bil nasproten učinek je bil, a ne. In potem Buda njemu učil Namo, a ne. In je potem bil zadovoljen, celo postal Sotapana. Tako da, ja. Tako razmišljam, ne, ko imamo v zgodovini zapisane zgodbe, kako se Bog pojavi med kakšnimi puščavniki ali samotarji in kako smo začeli jih častiti, a ne, mogoče cel stara zaveza, a ne, kako pogosto so se bogovi prikazovali. In mi to dal misliti, če ni bil ravno Saka iskal pomoč od njih, na koncu smo začeli mi častiti Sako in to je to. Kar ni ni tako napačno na nek način, ker Saka še zmeraj je vabil in vabi k dobroti in kako iti v nebeška stanja, a ne. Vse te bogovi stare, nove zaveze niso v kontradikciji s to Damo, ker, kakor vidimo, vse ta učenja, na primer tudi daoizem, krščanstvo in tako naprej, ne, res uči, ne. Samo moramo prebrati Novo zavezo in se vidi, kako je veliko v opuščanju, zapuščanju, da je nemogoče, da bogat človek gre v nebesa. Ne tako, ampak reven, tisti, ki resnično vse opusti, zapusti, pa potem to ga olajša in da ga dvigne gor, kot balonček. Tako da, vsa ta učenja niso kontradiktorna z budističnimi, ne. Če govorijo o opuščanju, zapuščanju, ljubezni in tako naprej. V skladu z naravo, da ne škodujemo drugih, da upoštevamo to zlato pravilo, ne. Tako da, ja. Drugače pa, ne, deve so, kako si rekla, so tudi nevedna bitja, ne. Nekako na nek način imajo neke zasluge, imajo neko modrost, imajo neko širšo perspektivo, bolj kot imamo mogoče mi.
torej lahko vidijo več, lahko bi dali kakšen nasvet, čeprav nasvet, kako biti dober, ja, nasvet, kako iti v nebeško stanje, lahko, a ne, pomagajo, kako iti pa ven iz te samsare, to pa ni na njihovem, a ne, lahko samo mogoče povejo, kaj so slišali od Bude, tukaj se pa potem pa konča, ne. Da. Angeli varuhi, tudi mogoče so, ne. Zdaj pa varuhi, koliko je lahko angel varuh, res varuh, ne, je, kolikor jih lahko mama do svojega otroka. A ne. Torej, delno ja, a ne, delno ne. Lahko naredimo le toliko, kolikor lahko, a ne, z našo ljubeznijo, z našim znanjem, z našo zmožnostjo, z našo močjo. Ne moramo pa mi kar osvoboditi trpljenja drugi osebi, ne. Tako da. Zanimivo, ne, ker ljudje zaničujejo molitev. To pa ni, imamo budizma, kaj takega, ne. Ampak v sutah je neka, da je odprta za možnost, a ne, da se prosi te stvari, ki se jih da prositi. A ne. Ne da se jih prositi, na primer, zdaj bi pri Mercedesa, ne, pa kaj takega, ne. Ampak se da prositi, a ne, daj prinesi mir in srečo neki drugi osebi. A ne. Tiste nesebične pa splošne stvari se da, a ne. Tale, nekaj si rekel prej, ja, je težko delati dobra dejanja, če si ti v nekem breztelesni sferi, da nimaš možnosti delati merit, kako. Ja, zasluge. Zasluge, Ja. nimaš možnosti delati. In je pa zanimivo tudi v tej literaturi, ki se raznim stikom, se posveča stikom z angeli, pravijo, da angeli si želijo nam pomagati. Je možno, v tem smislu je pa možno, če bi recimo, ali pa deve, če ti lahko na enem nivoju pomagajo, s tem si neke zasluge morda tudi nabirajo, če so tvoje želje v skladu z nekim višjim dobrim zase in za druge ljudi, ne. Se pravi, da v tem smislu pa morda res, zakaj ne, bi jim dal, s tem daš tudi njim možnost, da se malo. Sem poredko ji damo možnost, ker noben se ne ukvarja z zadevami preveč, ne, pa angeli varuhi pa tako naprej, kaj pa vem. Ne vem, to je težko, to je bolj spekulativno, ne. Ampak nekaj pa, kaj pa vemo iz sute, ne, da eni tisti, ki so v nižjem nivoju, tukaj zdaj ni čisto jasno v sutah, ne, pravimo peta. Peta pomeni pokojni, a ne, in eni dajo to kot nižji svet, a ne, ampak je lahko tudi neko vmesni svet, ki se potem v tistem času določi, kam gre to bitje naprej, v skladu z njegovimi zaslugami, a ne. In to je neko obdobje, v tem obdobju prevaja se kot duhovi ali pa, ja, duhovi mogoče bi bil najboljši prevod za peta, ne. In ko so bitja v stanju pete, Buda je rekel, da je dobro, da mi delamo nekaj dobrega v njihovem imenu. Na primer, da darujemo hrano, ne vem, menihom in rečemo, ne, to delam v imenu moje mame, ki je rano umrla, a ne. Torej, da kaj oni rabijo, zato ker darovanje ima neko zaslugo. Zdaj, mi ne moramo nič dati tej pokojni mami, materialno ali čustveno nič. In kaj lahko prineša srečo, kaj lahko, na primer, nam prineša srečo, je, če nekaj damo, da zaslužimo neko srečo, ne zato je sreča, ker smo si nekaj pridobili, pa nekaj vzeli zase, ampak zato, ker smo nekaj dali stran. In ta sreča je tista, ki ni težka, ki ni treba grabiti, in je sreča, ki nas dvigne, a ne. In dati dar v imenu pokojnega. Pokojni bo čutil to olajšanost in to srečo. In to je zdaj v sutah zelo pogosto, zelo pogosto in zelo običajno v budističnih tradicijah, a ne, ko nekdo umre, pridejo ljudje takoj v samostan in darujejo hrano ali karkoli že v imenu pokojnega. In to naredijo malo bolj pogosto, mogoče takoj, ko umrejo, čez kakšen teden, čez kakšen mesec, čez nekaj mesecev ponavljajo tole, pa ves čas delajo na tem, a ne.
Zato, ker izgleda tale spomin, tudi ima tak velik učinek, ne? Če se mi spomnimo pokojnih, pa imamo dobre misli in tako naprej, jih tudi nekako olajša, razveseli, in ki to olajšanje, veselje, jih še bolj potem se nekaj sprosti v njih, da jim potem lažje tudi oni opustijo, in da lahko gre potem v višje stanja. In to zdaj ni, to je zdaj nekaj zelo, to pa je čist izsud. Tako da, tako da ni slabo pomisliti na svoje pokojne, med dobre misli, pa tudi ne vemo, kje so, ampak za vsak slučaj nič ne škodi, če se darove daje, predvsem, če je direktno dano, iz roke v roko, v imenu nekoga drugega, pokojnega. Ampak to je to, zdaj to ni velika novost, ni velika znanost, kaj učijo. To človek čuti že tako, to so učili tudi stoiki, daoizem in tako naprej, tako da Buda je pa izven vsega, in to je tista velika razlika. In zdaj, če mi prakticiramo za nibano, v vmesnem času, če hočemo, nočemo, mi prakticiramo tudi za nebeška stanja, za vse teh dobrih del, ki jih delamo, s poštenostjo, ki živimo v skladu z Damo. Tako da, in če imamo potem, mislim tudi v sutah, če imamo mi res moč nad svojim umom, se lahko pravzaprav skoraj da odločimo, kam hočemo biti urejeni, da v nekem stanju imamo lahko tudi moč, kam in kako. Nimaš nekega ni razloga, zakaj bi ti imel neko interakcijo direkt z Budo, ker so vsa učenja so tu. Ta interakcija je itak že tu, to je dan. In Buda je rekel, tudi tisti, ki je čist blizu mene in se skoraj dotika moje obleke, pa ne prakticira Damo in ne razume Damo, sva se res resnično daleč. Če sem pa zelo daleč fizično od te osebe, ampak ta oseba je blizu Dami, je v resnici blizu meni. In tako lahko rečemo, kljub temu, če malo spremenimo to prispodobo, da kljub temu, da je Buda bil daleč v Indiji in daleč časovno, če mi prakticiramo Damo, je Buda blizu nam. Je tukaj. Tako da Buda je Dama, Dama je Buda. To je to narekel. Zato še vedno zdaj vzamemo zatočišče. Ja. Tudi v za to. Ker Dama nima jezika, ne govori, Dama je resnica tako, kot je. Zakon, takšnost. Ravno pa Buda, da to ubesedi, da to se deli in da pokaže, da se da, da človek lahko se prebudi. Potem moraš pa tudi sango imeti, sanga pa to, da človek lahko dojame Damo. Če ne bi bilo sange, Dama se ne bi vrtela, okolo Dame ne bi bilo. Tako da zaradi tega je bil tale zelo pomemben ta govor o 4 plemenitih resnicah, ko je Kundanjo spregledal, ko je dobil pravilni pogled, ki je postal Sotapana. Anja Kundanja, Kundanja, ki ve. Takrat je bila tudi ena največja, kako rečemo, revolucija sveta, da je možno učiti in da je možno, da nekdo dojame. In zaradi tega potem se je lahko Dama kolo se resnično vrteti, šlo takrat. Tako da, Pravi kvijo, to pravi pogled takrat. Ja. Ni bilo veliko, ljudje dobijo pravilni pogled in manj in manj, In je tudi zanimivo gledati celotno človeštvo, kako je bil tale nek vrhunc v času Bude, ko glih tele filozofije in te religije, ki sem jih omenil, od krščanstva do daoizma, do stoikov, do ne vem kaj še vse, Indije in tako naprej, je bil približno v istem obdobju človeštva. Takrat je bil vrhunc. In tudi, ko gledamo v Staro zavezo, ki je en tak dokument zgodovine, ki vse
kako so bili ljudje precej primitivni in častili so bolj pagani, ki so začeli častiti drevesa in tako naprej, tiste zunanje objekte so častili, in kako se je potem zavest rasla, ko so začeli odmikati se stran od čiščenja nekih materialov, od dreves do kamna in tako naprej, ko so začeli zavedati, ko se je začela zavest rasti in začeli spoznavati naravo zavesti. Najprej so žrtvovali živali, pa je bilo konec, so še zmeraj žrtvovali človeka. Je bilo tudi treba prekiniti v nekom obdobju stare zaveze. In čez skozi judovstva, kako se je človek pravzaprav razvijal na nek način in videl širše. Potem imamo pa tisto potem obdobje, ko pa res bilo človeštvo bolj, zavest človeka je bila veliko širša, bolj jasna, ni bila tako zalimana v svet, ni bila tako ujeta v telesnost, v čutnost.